prosim kar obe kandidatki in kandidata za predstavitev. Najprej, ker kandidira v 9. volilnem okraju 5. volilne enote v Slovenj Gradcu, gospoda Petra Cesarja, prosim. Lep pozdrav vsem prisotnim. Vesel in ponosen sem, da sem eden izmed kandidatov za volitve v ta državni zbor. Poglejte, Koroška kot taka ima domače kandidate v vseh treh dolinah. Se mi zdi izredno pomembno, da smo tu prisotni domači kandidati Slovenske ljudske stranke. Zdaj, kaj so moje prioritete, kaj so tiste moje posebnosti ali pa delovne naloge, ki jih nameravam v primeru, da bi bil izvoljen v državni zbor, uveljavljati. Ogromno je že naštel predsednik tudi lokalnih problemov. Omenil bi najprej cestne povezave. Koroška kot taka brez nekih solidnih cestnih povezav nikakor ne bo prebila te meje razvoja v prihodnost. Seveda dolga leta se že govori o tretji razvojni osi, o postavitvi te osi. Bil je osnutek državnega prostorskega načrta. Vsa ta leta pa se pravzaprav ničesar ni zgodilo na rekonstrukciji obstoječe cestne povezave iz Koroške preko Slovenj Gradca, Velenja in pa do Žalca oziroma do navezave na obstoječo štajersko avtocesto. Seveda ta avtocesta je nekako predlagana, začrtana, ampak kot rečem naravovarstvenik, okoljevarstvenik, kot občan, ki mu ni vseeno, kaj se z našim okoljem dogaja, smatram, da je treba res temeljito proučiti, kje bo potekala ta avtocesta. Na Koroškem stavimo po številnih propadlih podjetjih in pa firmah stavimo na turizem, na zeleni turizem, na ekološki turizem. Težko si predstavljam turizem neposredno ob neki taki avtocesti. Seveda, tu so še drugi vidiki, ki so pomembni. Tu je tudi treba upoštevati kmetijske površine. Trdim, da bomo v Sloveniji še potrebovali kmetijske površine, da bomo še prisiljeni pridelovati domačo, lokalno hrano. In ni tu samo nek vizualni učinek. Poglejte, obstoječa avtocesta 3-krat preseka oziroma 4-krat preseka dolino v ravnini na najbolj občutljivih delih. S tem gre za izgubo teh kmetijskih površin, s tem gre za porušen vodni režim v pravzaprav celotni dolini in to je treba premisliti prej, preden bo se karkoli zgodilo. Skratka, avtocesta da, cestne povezave, sodobne cestne povezave da, vendar ne za vsako ceno, ne pod vsakimi pogoji in pa ne na račun škode za okolje in pa prizadetosti za največji del prebivalstva. Naslednje, kar je omenil že tudi predsednik, gozd, les. Koroška je znana kot ena najbolj gozdnatih predelov naše dežele, preko 60% gozdov porašča Koroško. Na Koroškem so značilne kmetije, celki, kar je ponovno prednost oziroma dobro izhodišče za ta zeleni turizem, ekološki turizem. Menim, da nismo primerni za množični turizem. Jaz to imenujem industrijski turizem, kjer se bi valile trume in trume, pač pa bi bilo resnično potrebno izkoristiti te naše domačije, zaselke, vasi. Posamezni primeri se že pojavljajo. Poznam par takih primerov, kamor ljudje hodijo in z veseljem uživajo v naravi, v tisti pristnosti, ki je ljudje v velikih mestih več ne poznajo. Kaj je še takega? Vsekakor delovna mesta. Vidim, da bi bilo možno
mogoče precej delovnih mest ustvariti oziroma zagotoviti v primeru samooskrbe, če bi se ljudje pričeli s tem ukvarjati. To je prednost prvič za delovna mesta, drugič prednost za kvalitetno domače pridelano hrano in pa ne nazadnje tudi naši otroci, občanke, občani bi lahko dobili to hrano neposredno v domačem kraju. To ne govorim kot neka predvolilna floskula, v to verjamem, v to zaupam in po takih načelih tudi sam živim. Ravno zaradi tega sem se tudi javil oziroma sem pripravljen stopiti v ta politični prostor, v ta podij parlamenta in v primeru, da bi bil izvoljen, se bom vsekakor zavzemal za razvoj Mislinjske doline, za razvoj Koroške in pa za razvoj celotne Slovenije. Najlepša hvala. Kandidatka v 10.